Torej, nekaj podatkov smo pravkar videli, pa predlagam, da si jih pogledamo še enkrat. Povišali ste izdatke za prihodnje na leto na 17,7 milijarde evrov, kar je, če smo v primerjavi z letošnjim proračunom, 600 milijonov evrov več od letošnjega proračuna. Kam bo šel ta denar? Glavne politike vlade so znane že vse od začetka, torej od nastopa te vlade. Torej, največje povečanje sredstev, ne govorim samo v naslednjem letu, ampak pravzaprav ves čas dela te vlade gre v zdravstvo, v tudi višje pokojnine, znanost, sredstva za raziskave in razvoj so se podvojila v mandatu te vlade, tudi v infrastrukturo, investicije in stanovanja. To so ključna področja, ki rastejo skozi vsa leta. Če sem pa konkreten, za proračun vedno sprejemamo za 2 leti. Lansko leto smo ga sprejeli za 25-26, zdaj ga za 26-27, ki je razlika od lani sprejetega za 26, je pa največja sprememba so višji transfer v pokojninsko blagajno, višji stroški dela zaradi plačne reforme, višje investicije, nadomestila za termoelektrarno Šoštanj in izvajanje gospodarske javne službe v linijskem prometu. To se pravi 600 milijonov več od letošnjega proračuna, gre tja. Bodiva konkretna, zategovanje pasu. Podatki Evropske banke za obnovo in razvoj, tretjič zapored, torej poslabšala napoved letošnje rasti, namesto 1,9, zgor 0,7. Tudi te podatke si pogledamo. Ti podatki niso dobri, ob tem banka opozarja tudi na nepredvidljive razmere v svetu, česar se zavedamo seveda, in tudi na našo izpostavljenost glede odločitev ameriških carin. Očitno bo treba zategovati pas. Kje in kako? Ta napoved EBRD-ja se predvsej ujema z zadnjo napovedjo Umarja, ki napoveduje 0,8% rast BDP-ja. Seveda bi si želel višjo rast, in pa ob tem povem, da se da v veliki meri to tudi rezultat ravno teh trgovinskih razmer. Takih ni bilo verjetno zadnjih 100 let, teh negotovosti, carine, ki so se pojavile zaradi ameriške politike. Zelo dobro ali pa ohrabrujoče je, da so napovedi za naslednje leto že bistveno višje, torej samo letošnje leto je za Slovenijo taka napoved. Naj pa ob tem napovem, da nam... Ampak je znižana napoved tudi za prihodnje leto, se strinjate? Napovedi niso tako zelo dobre. Ampak v primerjavi z Avstrijo ali Nemčijo recimo imamo še zmerom precej boljši rezultat. Ampak v primerjavi z recimo Poljsko in Hrvaško pač ne. Zdaj bom rekel tako, prej smo se pogovarjali o proračunu pa primanjkljaju rasti BDP-ja. Vsa 3 leta od mandata te vlade je rast BDP-ja v Sloveniji. Slovenija v primerjavi z drugimi EU državami nad povprečjem. Vsa leta, nekatera celo zelo nad povprečjem. Na drugi strani proračunski primanjkljaj je tudi vsa leta pod povprečjem. Lansko leto mislim, da smo imeli 7. najnižji proračunski primanjkljaj. Zdaj bomo tik pod pravili, ne? Tik pod 3%. Zdaj tako, dejstvo je, da ta maastrichtska pravila so še zmerom na nek način mejnik, te 3% BDP-ja. Tudi naslednje leto bomo pod temi 3%. So pa fiskalna pravila bila seveda lani napisano na novo, tako da je zdaj mal drugačen sistem. Predvsem zasleduje se maksimalna rast odhodkov, še zmer pa je ta meja 3%, pod katero še vedno smo. Ampak niste pravzaprav odgovorili na moje vprašanje. Moje vprašanje je bilo, kje bomo zategovali pas in kako, in bom navezala na naslednje vprašanje. Očitno ga ne bomo, razmišljate o obvezni božičnici. Kako se tukaj sovpada s temi podatki, o katerih govorimo? Ne, že vsaj pol leta na vladi vse kolege opozarjam, da se seveda ta gospodarsko ohlajanje seveda pozna, tudi v nižjih prihodkih letos in naslednje leto, tako da bojo proračuni v naslednjih letih seveda nižji, oziroma odhodki bodo bistveno počasneje rasli. Se je tudi danes sprejet proračun za 26 in 27. 27 so odhodki samo približno 350 milijonov evrov višji kot 26. Tako da absolutno se rast ustavlja in se bodo tem morali odhodki prilagoditi. Tako da tudi resorji bodo v naslednjih letih dobili podobna sredstva. Pravite, da opozarjate na vladi svoje kolege, naj zategujejo pas, naj razmišljajo o ohlajanju gospodarstva, in potem je na mizi božičnica. Ste danes v božičnici govorili? Ne, danes na vladi nismo razpravljali, v božičnici smo en teden nazaj, kot sem že večkrat povedal, soglasno jo potrdili. Čakam na to, da bomo začeli čim prej pogovore v okviru ekonomsko-socialnega sveta, ki je pravzaprav edini merodajen okvir, v katerem bi se morali pogovarjati, ne pa da se pogovarjamo preko medijev in si na nek način tudi kdo, kdaj komu grozi. To je popolnoma neprimeren način, ki ne pripelje
do kompromisa, sploh pa ne do tacga, da bi bili vsi približno zadovoljni. No, natanko pred enim tednom je bila gostja oddaje državna sekretarka z vašega ministrstva, ki ni zanikala, da denar za božičnico ne bo šel iz sklada za dolgotrajno oskrbo. Torej, bo šel denar za božičnico iz sklada za dolgotrajno oskrbo, če bo božičnica sprejeta? Ne, nikakor ne, sploh ne more iti. Sredstva za dolgotrajno oskrbo, ki se že nabirajo, gredo na Zavod za zdravstveno zavarovanje in se tam nabirajo v bistvu v nekem posebnem skladu in se ne morejo uporabiti za nič drugega kot dolgotrajno oskrbo. Denar za obrambo, zmanjšali ste ga v bistvu na papirju za 110 milijonov evrov. Kaj to pomeni, da izdatke za dvojno uporabo, ki bo tudi za obrambo, ste porazporedili po drugih resorjih? Zdaj, za primerjave je najbolj merodajno tako s preteklimi leti kot z drugimi državami je najbolj merodajno merilo odstotek od bruto domačega proizvoda. Tukaj se da primerjati, medtem ko nominalni zneski so precej nehvaležni. Milijarda danes je popolnoma drugačna kot milijarda pred 5, 10 ali 20 leti. Ampak, torej, zato bom tudi na vprašanje glede obrambnih izdatkov odgovoril. V danes potrjenem proračunu na vladi so izdatki z MORS-a 1,74 odstotkov BDP-ja, vendar je še kar nekaj odhodkov na drugih ministrstvih. Govorimo o tej dvojni rabi, o kateri se že zelo dolgo pogovarjamo, torej predvsem na Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost, tudi nekaj na Ministrstvu za gospodarstvo in na drugih ministrstvih. To so predvsem izdatki za tehnologije, ki se jih lahko uporablja v varnostno-obrambne, kot tudi v civilne namene. Ali je to usklajeno z NATO? Zdaj, kar se tiče te dvojne rabe, je še zelo veliko negotovosti, ne v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Jaz sem 2 dni nazaj gostil nekaj evropskih ministrov in smo ravno o tem debatirali, kaj je ta dvojna raba in tudi tam razmišljajo podobno. Deloma so to lahko bolnišnice, deloma je infrastrukturo. Ali mostovi, ampak tukaj se utegne zaplesti. Se strinjava? Dejstvo je, da detajli še niso jasni in jih bomo seveda v naslednjih mesecih in letih razčistili. Torej, na vladi danes niste govorili o božičnici, ste pa govorili o povprečninah in pred vlado ste se o tem pogovarjali s predstavniki občin. Vaš predlog je 810 evrov. Kako bodo potekala ta pogajanja? Drži, zelo vesel sem, da smo lansko leto po 2 oziroma 3 letih se uskladili z občinami in sprejeli nov zakon o financiranju občin, ki na nek način olajšuje tudi ta pogajanja. Še zmeraj so pogajanja, še zmeraj se pogovarjamo, ampak saj pričakovanja na eni in na drugi strani so manjša, ker je formula, ki je v zakonu zapisana, bolj specificirana. Danes smo imeli drugi krog pogajanj, nismo prišli še do konca, naslednji teden gremo naprej, ampak verjamem, da bomo v oktobru zanesljivo prišli do konca. Hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam.